Kakšen je bil pač inspiration za goro, zakaj ne nek, underground labirint, something like that? Kot prvo, ena stvar je bila, da je pač ogromno teh underground labirintov in smo hoteli nekaj drugega narediti. Druga stvar je pač, tako kot smo že rekli, s Tjašo sva itak imava z Japonsko glavno veliko stika. Povsem, da je kaj s Sword Art Online. Ni bila direktna. Ne, ampak čistko so v bistvu ful hotela inkorporirati podrte japonske templje po poti in tako naprej. In taka zanimiva stvar, ki ne vidiš pogosto, je v bistvu v japonski kulturi nekako shugendo. Se pravi, praksa je v bistvu teh asketskih menihov, glavno grejo v hribe in tako naprej, imaš pol na zelo odročnih legah, imaš razne templje in ponovadi ful dobro zmer zgleda, ker so zmer na nekih stebrih, tako pod v skali not. A pa recimo na nekih gorovih pa je ful megla vmes, pa ful mistično. In pa smo razmišljala, zakaj pa ne bi mi celo goro tako? In pač je bila v bistvu v mitologiji, imamo že tako ali tako idejo, da pač mislim, glede na to, da v našemu v bistvu settingu pač načeloma bogovi ne bi obstajali, ne? Imaš tudi pol take stvari, recimo kot vulkan dejansko je pač nekaj več kot samo pač gora, ki ven lava teče. In pač kle recimo smo imeli celo zgodbo, smo pol oddali narediti, zakaj je to tako, zakaj so kle sploh ti templji, kdaj so bili ti templji zapuščeni, kdaj je Kikuin pač ta profane mana, ki je vse skupaj koraptala in tako naprej. Pač v bistvu v osnovi je bila to sveta gora, kaj pa ratala karapt zaradi enega eventa, ki se je zgodil in pač zdaj v bistvu ti hodiš po tej gori, ki je full karapt, full je undeadov, full je nekih monsterjev, pač full je v glavnem svašta in ti probaš se prebiti čez njih in probaš priti do vrh Biotoja, ki je pa najbolj karapt, kar je zelo očitno, ker je pač iz njega gor je basically razklana je na pol in gor pač v nebo šuta gor pač vijolična svetloba. Spoiler. It's not a spoiler, you can see it on the art. Post-production. Cut it out. Pač čistko in pa smo imeli idejo, mislim, se ni taka razlika, hodiš po pač oskih rovih, ali hodiš po pač stenskih policah, ne, na gor in smo rekli, mogoče je to še bolj scary, ne, glede na to, da lahko padeš dol, pa tako naprej. In pa smo začeli počasi buildati na to, pa prijemo do estetskih stvari, kot je recimo taka bela do svetlo modra pa rdeča, se pravi rdeča javori pa templji grejo ful skupaj lepo, ne? In pa ful lepo izpade vse, tako impresionistično, winter outfiti na figurah so nam ful zakon, smo pač to temo uporabili. Tako da to, ne, vse gre eno z drugim, pa smo pač mogli še naše monsterje narediti, imamo pač onije za naslednje enemy in smo spet hoteli narediti malo drugačne onije, kot jih ponavadi vidiš in smo jih pač tako naredili malo bolj zimske. Tako da klej nimam srta velike, pejte na naš net ali pa nekam pogledati, kako izgledajo ta veliki. Ful dobro v glavnem pol izpade, pa tako scary vse skupaj. Pa razni zamrzneni vkusnaki pa take zadeve. Ja, nimate samo pač fakcij, v svetu so tudi, ne vem, golemi, so veliki nekih NPC-jev. Pa zaenkrat imamo še malo, imamo plan še to, moramo po moje za 700% razširiti. Ja, mislim, načeloma je 6 elementov mane v svetu. In trenutno imamo izdane creature za enga. Enga od 6. Zdaj počasi to expandamo. Poleg tega zdaj to expandamo še v creature, ki niso povezani z mano, kot so oni in goblini. Mislim, oni imajo neki connection z profaneom, ampak to niso straight up profane creatures. To so bolj undead. Ne moš jih samnati. Tako ostale monsterje lahko Sand Kingdom samna. Trenutno imamo earthen creature, se pravi earth elemental creature, ki so vsi povezani z zemljo. In trenutno služijo kot NPC ali kot summoni za Sand Kingdoms Vizier of Conjurations. Ampak Vizier of Conjurations z določenimi upgradi, čist tehnično v igri, lahko menja svoje elemente. To je pač en model od Sand Kingdom. Summonarka. Ja, v Water, Air ali Fire. In Elder. Ko bodo pač te na opcijo, ne, bo dejansko lahko igralci izbiral, kjer element hoče igrati, recimo. Tako da prostora je še... Ok, torej zgodbe je zelo veliko. Kak pa jo boste nam predstavili? V igri ali to je knjiga, ki si jo moraš prej prebrati? Tekom igre predvsem z pač kakšnimi daljšimi segmenti, ki bojo dejansko kakor short story. Torej cutscene bojo, ki... Zgodba Dungeon Crawlerja bo tako predstavljena, znotraj igre, preko gameplaya. Se pravi, tvoj... To, kar boš ti igral, bo določil to, kaj izveš.
In kako se razvije. In kako je to možno? Mislim, a si označiš kaj, da če imaš to, beri to, drugače idi. Full simple, color codeš oziroma s karakterji in simbolčko malo pač podobno. Plus zemljevid smo že izdali, kako bo izgledala pot na goro. In imaš tri glavne poti. Vsakič, ko greš lahko po drugi poti in bo zgodba drugačna. V bistvu, da bi celo zgodbo dobil, moraš vsaj 3-krat igrati. Ja. Medtem ko splošna zgodba o svetu, ki predstavlja svet, je pa že online v raznih člankih. Pa tudi če več tega bo. Da mičkaj sam ločimo, Eldfall Chronicles je v bistvu, kaj bi rekel, universe, v katerem se dogajajo vse te stvari, v katerih pač se pravi, ti lahko igraš v skirmish game, v dungeon crawlerju, to je vse v enem svetu se dogaja, oziroma v enem universu. To specifično se dogaja na svetu, ko se mu reče Kalad. Zdaj, tukaj ima spoiler. If you read in between the lines. Ne smeš tega povedati. Kaj je tam? Guide and exclusive links.